Pika se gre lovit s policajema. Po mestecu se je kmalu razvedelo, da v vili Čiračara čisto sama stanuje 9-letna punčka. Mestnim tetam in stricem se je zdelo to nesprejemljivo. Saj morajo vsi otroci imeti nekoga, da jih opominja in da vsi morajo hoditi v šolo in se učiti poštevanko. Zato so te tete in strici soglasno sklenili, da je treba punčko iz vile Čiračara takoj poslati v otroško zavetišče. Nekega lepega popoldneva je Pika povabila Tomaža in Anico na kavo in medenjake. Prigrizek je razpostavila na stopnicah pred verando. Tam je bilo silno sončno in lepo. Vse rože s Pikinega vrta so dišale. Gospod Ficko je plezal gor in dol po verandni ograji. Konj pa je tu in tam stegnil gobec, da bi mu ponudil kakšen medenjak. Kako je vendar lepo živeti, je menila Pika in stegnila noge, kolikor je le šlo. Prav tedaj sta prišla skozi vrtna vrata dva policaja v polni uniformi. O, je rekla Pika, očitno imam danes svoj srečen dan. Policaji so najboljše, kar poznam, razen Čežane iz Barbare. In sijočim obrazom je šla policajema naproti. Si ti tista deklica, ki se je vselila v vilo Čiračara, je vprašal eden od njiju. Narobe, se je odrezala Pika. Sem čisto majhna teta, ki stanuje v 3. nadstropju na drugem koncu mesta. To je rekla samo zato, ker se je hotela s policajema malo pošaliti. Pa se jima sploh ni zdelo zabavno. Ukazala sta ji, naj ne poskuša duhovičiti. In potem sta povedala, da so ji dobri ljudje v mestu poskrbeli prostor v otroškem zavetišču. Saj ga že imam, je zatrdila Pika. Kaj praviš? Mar je to že urejeno? Se je začudil eden od policajev. Kje pa je to otroško zavetišče? Tukaj, je ponosno obelodanila Pika. Jaz sem otrok in tu je moje zavetišče, torej je to otroško zavetišče in prostor imam tudi, več kot dovolj prostora. Dragi otrok, se je nasmehnil policaj, ti tega ne razumeš. Pridi, moraš v pravo otroško zavetišče in dobiti nekoga, ki bo skrbel zate. Pa se sme imeti v vajenem zavetišču konje? Se je pozanimala Pika. Ne, jasno, da ne, je odgovoril policaj. Saj bi si lahko mislila, je mračno zagodla Pika. No, kaj pa opice? Seveda ne, to vendar razumeš. A tako, je rekla Pika. Potem si morata pa drugje poiskati mularijo za vajeno otroško zavetišče. Jaz se ne mislim preseliti tja. Ampak, ali ne razumeš, da moraš hoditi v šolo, je vprašal policaj. Zakaj je treba hoditi v šolo? Da se naučiš razne reči. Jasno. Kakšne reči? Je vprašala Pika. Vse mogoče, je odgovoril policaj. Cel kup koristnih reči, recimo poštevanko. 9 let že shajam brez poštekanke, je pribila Pika. In gotovo bo šlo tudi tako naprej. Že, ampak pomisli, kako zoprno bo zate, če boš tako dolgo nevedna. Zamisli si, da boš nekoč velika in te bo mogoče kdo vprašal, kako se imenuje glavno mesto Portugalske, ti pa ne bo znala odgovoriti. Seveda bom znala, se je uprla Pika. Odgovorila bom kratko malo. Če si tako obseden s vprašanjem, kako neki se imenuje glavno mesto Portugalske, piši naravnost na portugalsko in jih vprašaj. Že, ampak ali ti ne bi bilo zoprno, da sama tega ne veš? Že mogoče, je dopustila Pika. Verjetno bi kakšen večer ležala budno
in si razbijala glavo, kako za Boga se imenuje glavno mesto Portugalske. Ampak zmeraj se pač ne morem imeti lepo, je zaključila in napravila stojo na rokah. Sicer pa sem v Lizboni z očetom bila, je nadaljevala, medtem ko je še zmeraj stala na glavi, kajti govorila je lahko tudi v tem položaju. Tedaj pa je eden od policajev zabičal, naj si niti slučajno ne domišlja, da lahko počne, kar hoče. Z njima mora v otroško zavetišče in to takoj. Stopil je k njej in jo prijel za laket. Toda Pika se je urno osvobodila, da ga čisto narahlo je udarila in vzkliknila. Ti loviš! In še preden je lahko trenil z očesom, je skočila na verandino ograjo. Nekajkrat se je preprijela in že je stala na balkonu nad verando. Policajema pa ni dišalo, da bi plezala za njo po isti poti, zato sta se zapodila v hišo in po stopnicah v zgornje nadstropje. Toda, ko sta prišla na balkon, je bila Pika že na pol poti do vrha strehe. Po strešnikih je plezala kot opica. V hipu se je znašla na slemenu in spretno skočila na dimnik. Policaja sta obtičala spodaj na balkonu in si pulila lase. Tomaž in Anica pa sta stala na trati in se ozirala gor k Piki. Kako zabavno se je loviti, je zavriskala Pika. In kako prijazno od vaju, da sta prišla. Že spet je moj srečen dan, že nadalec se vidi. Policaja sta malo preudarjala, potem pa prinesla lestev in jo prislonila ob zatrep. Splezala sta po njej, naprej eden in za njim drugi, da bi spravila Piko strehe. Vendar jima je bilo očitno tesno pri srcu, ko sta zlezla na sleme in se začela opotekati proti Piki. Nikar se ne bojta, se je zadrla Pika, sploh ni nevarno, samo zabavno. Ko sta bila od nje le še 2 koraka proč, je urno skočila z dimnika ter med vriščem in smehom stekla po slemenu do nasprotnega zatrepa. 2 metra od hiše je raslo drevo. Zdaj se bom potopila, je zakričala Pika in skočila na ravno zeleno drevesno krošnjo. S krepkim prijemom se je obesila na vejo, se malo pogugala, sem ter tja in pristala na tleh. Nato jo je odsvrla k drugemu zatrepu in odmaknila lestev. Policaja sta malo osupnila že takrat, ko je Pika skočila, a še bolj jima je vzelo sapo, ko sta se pretipala nazaj po slemenu in se hotela spustiti po lestvi. Najprej sta se strašno razjezila in začela kričati na Piko, ki jo je opazovala od spodaj. Naj ju takoj pristavi, sicer se bodo začeli drugače pogovarjati. Zakaj se pa tako usajata, jima je poučitala Pika. Saj se samo lovimo, zato pa moramo že biti prijatelji. Policaja sta malce preudarila in naposled ju je eden od njiju sramežljivo zaprosil. Slišiš? Ali bi bila tako prijazna in bi prislonila lestev, da bova lahko prišla s strehe? Jasno, je pritrdila Pika in v trenutku prislonila lestev. Potem pa lahko spijemo kavico in skupaj uživamo. Ampak policaja sta bila zahrbtna, da je kaj. Kajti brž, ko sta stopila na tla, sta planila nad Piko s kriki. Zdaj boš pa videla, smrkla, nesramna. Toda Pika je odgovorila. Ne, zdaj se nimam več časa igrati, čeprav je res zabavno, priznam. In oba je krepko prijela za pas ter ju odnesla po vrtni stezi in skozi vrata na ulico. Tam ju je odložila, vendar je trajalo še lep čas, preden sta si toliko opomogla, da bi se zganila. Počakajta malo, je zaklicala Pika in stekla v kuhinjo. Vrnila se je s par medenimi srčki in jima prijazno ponudila.
Bosta poskusila? Nič hudega, če so malo zažgani. Nato je stopila k Tomažu in Anici, ki sta stala z očmi na pecljih in se samo čudila. Policaja pa sta odhitela nazaj v mesto in vsem tamkajšnjim tetam in stricem pojasnila, da Pika najbrž ni najprimernejša za otroško zavetišče. Tega, da sta obtičala na strehi, nista obešala na veliki zvon. In tete in strici so menili, da bo najbrž še bolje, če Piko še naprej pustijo v vili Čiračara. Če se ji bo zahotelo hoditi v šolo, naj si to uredi kar sama. Pika, Tomaž in Anica pa so preživeli prav prijetno popoldne in še naprej kofetkali, kot so počeli prej. Pika je zmazala 14 medenjakov in pripomnila: To že nista bila prava policaja, kot si jih predstavljam jaz. Kje neki? Čisto preveč sta čvetkala o otroških zavetiščih in poštekanki in Lizboni. Potem je dvignila konja z verande in vsi trije so ga zajahali. Anica najprej ni hotela, ker jo je bilo strah, toda ko je videla, kako super se zabavata Tomaž in Pika, je dovolila Piki, da je dvignila na konjski hrbet še njo. Konj je drncal naokrog po vrtu, Tomaž pa je prepeval: Mi gremo naprej, mi strelci. Ko sta Tomaž in Anica tistega večera zlezla v posteljo, je Tomaž vprašal: Anica, ali se ti ni zdelo fino, da se je preselila Pika? Pa še kako, je pritrdila Anica. Jaz se sploh ne spomnim, kaj sva se igrala, prednje je prišla. Kaj pa ti? Ja, šla sva na kroket in take reči, je odgovorila Anica. Ampak s Piko je nekako bolj zabavno, se mi zdi. Pa s konji in sploh.